Ko prideš k Vladu domov, te pričaka odprtih rok in s kitaro. In če si predolgo na obisku, nekje vmes med debato začne igrati to kitaro, čarno kitaro. O prvem srečanju z Vladom Kreslinom je jasno, da Vlado živej za muziko. Ko prideš k Vladu domov v Prekmurje, pa te pričaka z litrom bučnega za sabo, pa s pogačami, pa z jabolčnim sokom lokalnega pridelovalca in neštetimi zgodbami neskončne ravnice. Ljudje, ki prihajajo v Slovenijo, v Goričko, po Moravske Toplice, kako je tam lepo. In pol jaz sprašam jih, kaj vam pa tam tako zelo lepo? Glede na to, da živijo v onih betonskih hotelov v Moravskih Toplicah. Kaj je tako? Pa več ne vem točno, ampak ljudje, ko se peljemo z biciklom, ljudje pozdravijo, rečejo dober dan. Glej, dan danes je to že, ne? Tako je to, ne? Dobrodošli v podcastu Vlado. V 5 delih spoznavava življenje in glasbe Vlada Kreslina. Midva sva Maruša Kerec in Andrej Karoli. V prvem delu raziskujeva priljubljenost, mističnost in spevnost ravnice, po kateri teče tudi Vladova Mura. In odnose z ljudmi, ki so Vladu blizu, z ljudmi, ki se jih človek še razveseli. Prva postaja, domači Beltinci. Takrat je tako, 20. november bil, ne? Ti so bile izvlečene. Dobro. Milan Kreslin je z dobrimi 95 leti najstarejši prebivalec Beltincev. Šele pred 2 letoma je zaradi zdravstvenih težav zapustil glasbene odre. Z Vladom, Malimi bogovi in Beltinško bando je doma in po svetu nastopal več kot 3 desetletja. Tam nad prerijo se že dani. Kako se spomnite časov, da je bil Vlado še mali, njegovo otroštvo? Ja. Kako je bilo, kakšen je bil? Jaz kaj moto, tudi čustveno vplival, vidim jaz. Ne tam klipi ne na jogo, da bo šla pa nečemu neki. Nič tako iz sedjanice. Hvala. Vlado kot otrok, kot vsak otrok, ne? Živ, radoveden, nagajiv, pomagal je rad. Že kot otrok, ko smo recimo zidali hišo, je tudi dosti pomagal, zraven je bil. Potem dober, moram povedati, vrtec je tudi vrtco, tudi včasih kaj naštimal, nariktava, pa kaj, to so fantje, ne. Rajši sem si mislil sam pri sebi, boljše, da je nagajiv, pa živ, kot pa kakšen, ko ga dala porinde, da bo. Milan je eden tistih sogovornikov, za katerega radijci pravimo, da bi lahko mikrofon samo prižgali, pa ga pustili in intervju bi bil narejen sam od sebe. Zaradi številnih izkušenj ima nešteto zgodb in spominov na glasbene prigode s svojim sinom. Čudovita leta, videli smo, dosta smo srečali, dosta poznanih pokrajin, prijateljev dobili. Še to povem, ko smo prvi z Ljubljane nastopali, prvi z Ljubljane v tisti Feniks. Noč stari Ljubljane. Ja, na drugi dan časopis napisal, prišli si gospodje v črnih klobukih z Prekmurja. Ker takrat črn klobuk, to je bilo kmečka noša, ne kabi črn klobuk. Črne klobuke so na vaseh imeli možakari nedeljo, ko so šli k maši. Črni klobuk. Mimogrede, ko sva Vlada in njegove obiskala v Beltincih, sva ugotovila, da nihče ne uporablja poslovenjene verzije priimka. V Beltincih Kreslin ne obstaja, je samo Kreslin. Kreslin, ja. Pa pridem k doktorci, ali pridem v ambulanto, pa dermatologiji, ali pa tam Kreslin je prišel. Kreslin. V Ljubljani ste pa Kreslin. Me ne moti, ne.
A je možno določiti mejo, torej kje se Kreslin konča in začne Kreslin? Je meja reka Mura, je meja šele, ne vem, Maribor ali drugo večje mesto? Presenetljivo, že v Murski Soboti gimnaziji so mi rekli Kreslin. Zgodbo povezano s Prekmurjem ima tudi Črna kitara. Tista črna kitara, letnik 47. Danes je stara že 76 let in zdaj prebiva pri Vladu v Ljubljani. Pravi, da jo včasih vzame v roke, Milan pa se spominja nakupa te kitare. Bil sem na posestvu službi in v Beltincih je bil šef, elektrošef, eden gospod Žižek. On je bil na pol profi muzikant in oni so špilali, vadili so v eni stavbi, tu v starem dimnikarskem podjetju. Pa sem šel poslušati in ti samo ta pravi, ta šef, zdaj pa poslušaj, pubec. Ko dobiš prvo plačo, obvezno pravi, mi gitaro rabimo. Temu pravi ansambel, temu muzika, temu jazz. Sam prav, pa jaz nemam pojma gitaro špilati. To se ti nič ne brigaj. To te že jaz v roke vzamem. In stvarno jaz prvo peneze v Maribor na Partizansko 13, tam je ena gitara bila, bili so inštrumenti razni v izložbi, bila pa ta gitara tudi črna, postopi notri, pa dober dan, zdravo. Kaj je pubec, kaj bi rad? Tisto gitaro, kaj imate izložbi, tisto gitaro bi jaz rad kupil. Vladova rojstna hiša stoji v središču Beltincev. Gostoljubnost Prekmurcev je sicer že ponarodela, ampak res se čuti, da je vedno veljala za odprt prostor, za druženje, brenkanje, debato in pojedine. Milan nam razkazuje spominsko sobo, ki jo skozi leta dopolnjuje z glasbenimi nagradami, fotografijami, ploščami in intervjuji v medijih. Nekaj je v generaciji, kako so Beltinci nekdaj bili, to na tej sliki, to je gostilna Central, to pa, da sem je bil star, To je pa on, 7 let sem bil star, to pa so beltinski fantje, Lega, to je on, to so bil sem, Je to isto gostilno, ki to so gostilni. A od te bande Nikoga, samo mi Kreslini smo še. samo še Ja. To je bila prva beltinška banda. Prva. In to je na Brodu, v Melinci, ali izakosti na Melinci, na Muri. Ja. Kaj naslednja postaja, Vlado? Stala gospa. Bistrica. Ok, let's go. Vidno postaja tam, kje nareze. Ja, Prekmurje mora biti lačen. Ne obstaja, ne muđo. Približno 7 km od Beltinec, smer Lendava, je Bistrica, manjši kraj ob Muri, ki se v medijih znajde samo ob nevarnosti poplav. Nazadnje avgusta letos je tudi Vlado prekinil dopustovanje na morju in šel domov pomagati graditi protipoplavne nasipe iz vreč s peskom. Poplav so sicer domačini vajeni, tokrat so dobro odnesli le z nekaj zalitimi kletmi. V Gornji Bistrici živi približno 700 ljudi, tudi nemalo prijateljev in znancev Vlada Kreslina, ki si je tam uredil počitniški dom. Prihaja pogosto, tudi zato, da je v bolj rednem stiku s staršema. Dobar dan. Dobar dan. Smo prav prišli? Prav ste prišli, ja. Jaz sem Maruša, me veseli. Štefan, Dobar dan, Štefan. 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 Mene ne rukovka, tam pri meni rukov doš. Dobro vre. Evo, ja. Maruša, dobar dan. Dobar dan, Angela. Si se stavil, da na avtoceste? V Brnu. Ja, na avtocesti. Vlado, samo še 2 stavka. Kje smo in zakaj narezek, če smo rekli, da gremo na ribe? Ja, glej, zdaj smo na Gornji Bistrici, pa tudi moji prijatelji, ne. Mi imamo točko zadnjo, imamo pri Milanu, kjer se že pečejo ribe, ne. Sveže, včeraj ulovljene, ne. Zdaj pa Štefan je pa, začel rezati, Milan pravo, ko Štefan reza, rekel, kako ne rečemo tam pri tebi ribe jeli, pa Milan pravo, ribe ješ te, da si že sit. Tako da zdaj Štefan nas je počakal v zasedi, glej, s čebra je to vse prišlo, ne. Direkt, sveže, ne, kaj ne rečem.
Imam besed. Dober tek. Bolje, da sploh ne začneva zgodbe o tem, kaj vse sva dobila za domov. Ja, in o tem, kako v Prekmurju ne smeš povedati, da nisi lačen, ker Prekmurci pravijo, da si vedno malo lačen, samo še ne veš. Povejte, kako je bilo na Dolenskom. Koliko deceva se je bilo pa to? To povejte. Ana Kocek je bila kuharica, Dolenka, ki se je v Prekmurje preselila zaradi službe v gradbenem podjetju. Danes je verjetno najstarejša oboževalka Vlada Kreslina. Letos maja ji je Kreso zaigral ob 100. rojstnem dnevu. Vlado pa prišel vsem, pa smo tako se poznali. Sva igrala? Ja. Spevala? Da, ja. Samo fajn je bilo. Njih pozna, ne, familijo. Gospod sem tudi pa tam srečeval, seveda, ne. Ampak jaz sem zgleda, da sem me privlačil 100-letnice, razumeš, te so ljudje, ki so stari 100 let, ne. Tako da je gospa še pred 2-3 leti, 4 zunaj nekaj delala in sem jaz pital, kako ste zdaj vi stari? Ja, 96. 96. Boš mi kaj zašpilal? Sem prav zašpilal, imam, da te 100 let stari, tam je bil kup gnoja, sem rekel, tu gor na tem kupu gnoja bom stal in bom vam špilal, da te 100 let stari. 27. maja. 27. maja, razmeš. Jaz sem mislil, mi za to fajn napravimo, jaz fajn gor na gnoj in mi sami. Prijem, jaz se 200 ljudi. 200 ljudi veselica, kot da je razmeš, kot da se 3 ženijo, razmeš. Vse je bilo samo gnoja. Gnoj je bil rahlo diskretno zakrit, tako da se ne mogel na gnoj. Gospa, ste kaj plesale? Skoro plesala. Igrala je Radojova banda, plesala, z Beltine zdevojka. Igrala je Radojova banda, plesala, z Beltine zdevojka. Vlado je s to svojo odprtostjo in ljudskostjo definicija medgeneracijskega sodelovanja in prijateljevanja. Eden njegovih boljših prijateljev v Prekmurju je 30 let mlajši od njega. Sem Tomaž Ros, prijatelj Vlada Kreslina, z Beltinec. Je Tomaž Ros Kreslina spoznal, ko je bil že Kreslin, oziroma kdaj in kje je bil ta prvi stik? Pa meni se zdi, ko v Beltincih vsi poznamo Vladota, ne. Pač od majhnega smo odraščali nekako z to muziko. Ti pride pod kožo, pa ko imaš občutek, ko ga že poznaš od vselej, ne. Spomni se prvi taki vtis, ko smo res videli, mislim, za nas je bilo to totalno fascinacija, itak ne, mi sam odraščaš v Beltincih, kjer je doma folklora, bolj tamburaši, ljudsko petje in v tem smislu za nas je tu največji dogodek folklor in festival. Te pa kar naenkrat, ko sem bil v 4. razredu, pa vidim tiste posnetke, mi Vladota zgoraj brez kak skače po odru, pa to je Vlado, to je naš Vlado, ne, tako si gledamo, mularija, vsi fascinirani, ne, tako da najprej smo mi prišli prek tega vsega, pač totalne fascinacije, potem čez kar nekaj let, pa mislim, ko se te neke sorodne duše te s časoma najdemo, ne. On presega to časovno komponento, med nama je 30 let razlike, ampak tega ni čutiti, ne, ko smo mi skupaj. 30-letna razlika med Vladom in Tomažem, pa tudi alternativne opcije okolju tradicionalnim Beltincem. Vlado je bil drugačen od folklornega festivala, bil je rocker, vselil se je v Ljubljano, Tomaž pa še danes živi in dela z alternativnimi prostori. Beltinci so vedno bili malo posebni, ne, kar se tiče vsega pravzaprav. Tako da vedno je bil neki ta antagonizem, ne, med eno stranjo in drugo, ne. Kakorkoli mi pravimo, ko si živimo v nekem zelo takem katoliškem okolju, tradicionalnem, konzervativnem, je tudi po drugi strani vedno bil neki odpor, ne, vedno so se ti neki žepi alternative pojavljali, ne, progresije. In dejansko Vlado v tistem času, kako je odraščal in ko so se začele te stvari z bolj rockerskimi bendi, Martin Krpan in tak naprej, je bil pač rocker, ne, in valjda tudi v Beltincih so čisto drugače gledali nanj kot takrat, ko smo ga že mi spoznali, ne, ko je že tudi te elemente neke ljudske kulture vključeval svojo glasbo in postal popularen in tak naprej. Zelo zanimiv ta razkorak, ne. Upor proti neki tradicionalnosti, ki naj bi bila tukaj, ne. Se pravi, čez teden pridem
v nedeljo pa kmeši, pa še vrliboj, pa to. Vsako generacijo te išče neko svojo pot, ne, znotraj tega okolja, ne. Vlado je bil pač eden izmed pionirjev, ki je recimo probal organizirati ene take alternativne koncerte tudi v tem okolju. In mislim, da te pač vsaka generacija ima neki ta svoj boj, ne. Vlado je seveda v teh krajih odraščal, vedno bo Kreslin v Beltincih, ampak je vmes postal izjemno uspešen. Zvezda. Kako ga torej domači kraj dojema in sprejema danes? Vse to je to, ne. Vlado je pač Beltinčar, ne. On je vedno Beltinčar, ne. Celo, če je uspešen Beltinčar, ne, ga vsi imajo radi, ga vsi pozdravljajo. Dokler je pač bil Vlado še Vladek, ne, rocker, so ga gledali samo, to nekči rocker, ja, to nikdar ne, mislim, nikoli ne, pač ne bo nič z njih, ne, itak to pač neki umetniki varianta, ne. Takrat, ko je pa pač Vlado postal Vlado Kreslin, ne, takrat pa ja, ne, se je tudi ta zadeva čist spremenila, ne, in valjda tudi, ko midva sediva tu na kavi v središču kraja, čist vsaki se ustavi, ga pozdravi, Vlado, ne, pač vsi ga kao poznajo, ne, če glih, ne, ampak pač, ne, valjda, ka si Vlado je poznajo, ne. V Bistrici ob Muri so v preteklosti nastale številne Vladove skladbe. Danes v počitniški hiši v Bistrici ob Muri išče predvsem mir. Berem, hodim na Muro, tam na vrtek, kitaro brenkam, pa doma je kdo z mano decen, pač familija, tako da, gled, pečem zunaj, ko jo obrnem, ne. Gled, to je kraj, kjer si lahko samo tiho in samo gledaš, ne. In smo samo gledali tišino, naravo, kraj, kjer med tednom čez dan ne srečaš ljudi, srečaš pa rastline in živali. Komarje. Nismo bili pa tiho. Vlado naju je potem, ko nama je razkazal hišo, teraso, dvorišče, prijel pod roko in naju po makadamski cesti peljal na ogled okolice. Kelko poznata ime Smej Štefan. Od Valentine Smej Novak oča. Glej, če bi zdaj kdo mogel kaj povedati o naši zgodovini, o naši mladosti, bi to bil on. In on bi zdaj tu sedel, on bi z nas pričakal s pipov, pa bi napravil, tako bi on napravil. To je bil na moj najžji prijatelj, imel sem v Kipgorasta, radiš, Irvelovilam, skratka, celo življenje. On je bil največji duh Prekmurja, največji mozak, največji vse je znal, on je znal vse o vsem, to je vse on poslal gor, on je ustanovil zelene, ne. In potem je mene ugural, da sem jaz tudi na volitvah bil. In tu se je začelo vse, le. To je napravo hišo, brez enega žeblja, simpra naprava, prekmurska hiša. Tam pred hišo Štefana Smeja, ki je umrl leta 1996, pa ga še vedno omenjajo vsi sokrajani, so se rodile nekega jutra, ko se zdani, tvoje jutro, ptič, pa tam so snemali video spot skladbe Tisti beli grm. Tu smo imeli pipe kadila, ne. Štefanom. In je on polenkrat rekel, po tistem, ko smo tu špilali starimi, je rekel, jeben ti Kreslin, če z te muzike nekaj ne napraviš, te vržem v miru. Radmiš, ne. In tako sem jaz z njimi začel, ne. In potem smo ustanovili društvo za mletje, žitje in petje, društvo, oziroma firmo, založbo, ne. In moja ideja je bila, da vam narediva mlin na Muri. Ampak, ker je to veliki projekt, smo najprej obnavljali en mlin na Črncu, na potoku Črnec, ki smo ga obnovila. Tu smo imeli meeting pointe, valjda, ne. In smo rekli, podjetje za mletje, žitje in petje, izdali bomo plošče od Beltiške bande in mleli žito, ne pač ne jaš, da moko delali. Tukaj smo sedeli, nora, znaš kakšna hiša je to. Je to. Na kraju, kjer smo se spominjali Štefana Smeja, je Beltinška banda, tako nam je pripovedoval Vlado, igrala na birmi Valentine Smej Novak, hčerke Vladovega najboljšega prijatelja. Ko si strašansko žalosten in je pogreb človeka, ki je premlad umrl, takrat je stopila k meni ena ženska in rekla, joj, oni so bili taki, veste, oni ne. Nikala. Oni so se znali z vsakim pogovarjati, pa naj je bil preprosti človek, pa je prišel delavec, pa je bil kmet, pa je bil vaški posebnež,
ali pa je prišel kakšen direktor ali pa politik ali pa minister. On se je znal z vsakim, pa se je pogovarjal s profesorjem pa škofom. In tudi vsakim se je znal pogovoriti in ga tudi poslušati. In to se mi zdelo mogoče najbolj pomembno, to svetovljanstvo, duhovno uporništvo, ki ga ne moremo banalizirati zgolj na nek upor zaradi upora. To je bilo samo svoje mišljenje. Predvsem pa mislim, da je bil zelo načelen človek. On je bil on, jaz sem bil pa on, veš, tako je bilo to, ne. V bistvu ne, da kaj en takšen umre, pa ne veš, če sploh ima smisel, da ne umreš živeti, mislim, to je noro. Ja, seveda sem kot hčerka tudi ganjena ob tem, ko na to pomislim. Zdaj se mogoče če dalje bolj to vidim, pa se zavedam. Ko si otrok, si pač otrok, vsi smo otroci svojih staršev, svojih očetov. Zdaj pa seveda ugotoviš, da so ta leta res, ki te razlikujejo bolj kot ne številka, da je to neko močno duhovno izročilo pokrajine in če dalje bolj vidim, tudi zadnjič, ko sem imela priložnost zbirati ene zapiske mojega očeta stare, pa potem tudi neke članke sem pregledovala, sem videla, da je res imel neko misel, ki jo je vtkal v to pokrajino in zelo bi me zanimalo, kako bi se zdaj odzval na vse to, kar se je v tej pokrajini zgodilo. Takrat stvari in to sprejemanje teh misli naprednih oziroma drugačnih misli niso bili povsem enoznačne. Bili so ljudje, ki so takrat že to prepoznavali, bili so ljudje, ki so bili skeptični, bili so ljudje, ki se jim zdelo to smešno, bili so tudi ljudje, ki se jim zdelo to mogoče zgrešeno ali celo so takrat tiste ideje, ki sedaj vemo seveda, da so bile napredne, so takrat razlagali, da so nazadnjaške, časi se spreminjajo. Ampak je pa zanimivo, da pa potem vidiš po vseh teh desetletjih, kako so te ideje dejansko obrodile. In Vlado in moj oče, si dovoljujem reči, da sta bila ravno to, ne? En primer tega svetovljanskega, prekmurskega človeka, odprtega duha. Vaš oče in Vlado Kreslin, se spomnite z tega otroškega, najstniškega obdobja, kakšnih prigod, kakšne slike? A sta ona dva tam v Bistrici na tisti verandi sedela in reševala svet? Niste sedela na verandi. Kaj sta počela? Kako se spominjate njunega odnosa? Ob vsak petek ali pa četrtek v soboti, ko smo bili v stanovanju, pa veš, kaj to nesi na pošto. In potem sem šla, moj oče je zelo odjemal, kupoval revije, ves čas je bila pošta, je bila takrat stik s svetom in zmeraj sem mogla pisati tam tisti naslov enemu Vladotu Kreslinu v Ljubljano. No, se pravi, zelo dobro sem ga poznala, ker je pogosto prihajal k nam. Izmenjevala ste si članke, knjige, to je bilo tisto, kar je šlo v petkih na pošto, ne? Potem pa vsaj enkrat na mesec, v poletnih mesecih tudi pogosteje, samo tako je zašumelo in si je pokazal tam en avto, vrata so se odprla, je prišel ven Vlado tam sredi tiste bistriške, mogoče se v jutranjih meglicah, pa sta prišla, potem se spomnim, sta si napakirala včasih tiste rukzake, vzela ribiške palice. Ampak jaz ne verjamem, da sta ona dva kadarkoli ribe lovila. Jaz mislim, da sta tiste ribe ona dva bolj gledala, se o njih pogovarjala, reševala svet, tako kako ste povedali. Pa niti ne samo reševala svet, kovala kakšne nove ideje, kakšne nove vizije, da bi bil ta svet še boljši, še lepši, mogoče še bolj pravičen. In to je zmeraj bilo, da ste rekla, da greste na ribičijo, ampak v tisti ribičiji ni bilo nič lovljenja, tam so bile lovljenje idej, pa opazovala sta vodomce, podurkače. Smo po pogrebu šli, mi smo imela v grbu te firme, za leta 1954 smo imela ptiča vodomca, vodomec, najlepši ptič. In ko je Pištrek umrl, po pogrebu smo šli na Muro, smo se tam vsedli, zelo zlomljeni seveda, in jaz, če bi se meni to zgodilo, bi seveda rekel, da to neverjetno, ne. Sedeli smo, njegova žena, njegova Valentina ščerka in moja žena. In midva nikoli nisva videla skupaj vodomca. On je bil poleg vsega tudi ornitolog in vse te ptice, vse je znal, to je skozi opazoval, ribič, vse je vedel, Tega jaz pa nikoli tega ptiča nisem videla. Sva ga pa imela za neki mit, on je svega mit naredil, vsega ptiča.
In tam mi sedimo, jočemo in naenkrat iznad reke poleti vodomec. Ravno tisti dan, ko sem se vozil v Prekmurje k Vladu, sem preposlušal celega Ptiča, cel album. Fascinanten oziroma meni najljubši del je zgodba o ljudeh, ki se jih še razveseliš. Kaj se je zgodilo, da si napisal omaž brez imen ljudem ali pa sebi, ko prideš nekam? Glej, iščeš skozi pozitivno, skozi iščeš optimizem, skozi mislim, da veš. Jaz prijem med ene prijatelje, nekaj rojstni dan in pol slučajno nekdo igra in jaz za kitaro nekaj zašpilam in se vsi veselijo. Ni to čudovito, veš, kaj je boljše? Glej, jaz ko prijem na Bistrico, jaz zaigram, ko imajo tle gasilsko veselico in grem na oder in zašpilam komade, sploh ne moja, veš, zašpilam ene tam, lola, ti znaš, da nisem milijoner in vsi plečajo in uvaj, in sem popravil s tem, da zdaj moram jaz tam skozi nekaj, veš, uvaj, če se veselijo, super, veš. In tako je nekako tudi do tega verjetno prišlo tega refrena, mislim, da hočeš, ne. Ampak moraš biti zares. Se pravi, ti ne moreš fejkati zgodb, ki jih nosi tvoje življenje skozi leta, ker jih pač nosi, ne? In potem iz Bistrice ali pa iz Beltinec prideš na drug konc Slovenije in ljudem ni tuj občutek, ko ti zapoješ preko Mure, preko Drave, ki ne pride blizu nekih koncev. Kako prodati Muro Tolminu, ki ima Sočo? Razumeš? Verjetno, da je stvar v tem, da če si čim bolj oseben, si tem bolj univerzalen. Veš, na enem momentu sem rekel, tam pri Martin Krpan, pa to sem skozi vsakem komadu se bolj angažiram, pa Sovražnik ne spi, pa Ovce, pa Političen song, pa Njen trenutek prihaja, pa veš vse, skozi sem hotel spreminjati svet, ne. Pa sem rekel, pa dajmo napisati nekaj, kar ne bo imelo nobene, kar bo samo lepo, veš, da če bo kdo vprašal, o čem govori, bo še rekel, mu ničemer, veš, samo da je lepa, ne. Eno pesem, rad bi napisal pesem, enostavno, prijazno, ki bi bila brez skrbi, ki bi ljudi veselila, ki bi še meni dajala moč. Še eno vprašanje povezano s pevnostjo, z liričnostjo Prekmurja. Kako v tiste začetke in rock'n'roll začeti prepletati melanholijo Prekmurja, meglice, ki se dvigajo nad Muro, neskončen pogled z ravnice v daljavo, pa ljudi in živali z tega okolja. Kako se je odzvala publika? Andrej Šifrer je dal zgodovinsko izjavo, na našem drugem nastopu v Ljubljani je rekel, ti veš kaj, ne vem, kdo koga zajebava, vi publiko ali publika vas, ker pač se veš, kaj pa zdaj ta serija, Kreslin, kaj pa to za eno muziko, to ni nič. Etnologi, muzikologi, to se tako se ne igra, kaj pa to. V Prekmurju so rekli, da prodajam dediščino, razprodajam, mislim, to je bilo, negativa je bilo 10 let maksimalno, ne. Pa so se ponavadi, ne, kaj češ. Nekaj čudno te gledal. Zadnja postaja najinega popotovanja po Vladovi ravnici je terasa Milana Horvata, terasa pod Brajdami. Jaz sem Sotlar Milan, po domače Sotlar, ne? Sem pa ovači pa Horvat Milan. Ja, Vlado Kreslin je tak. On je poštejok na mesti, pomogel digirati lako in za zabave je pa stal. Pisano svobodi, ki
Ja, zdaj pa da se družba. Jaz sem tak nadomestni muzikant, da on nikoga nemate mene za mesev, kateri ide v igrat. Igrala sva že pa na vsej, na Grossmanu festivali, sva špilala sva že v Jeruzalemi, na vsej prireditve skoraj. Teda pa tu na Veselica je to tako, samo jaz tu za okoljsko občinstvo igram. Tu kje me poznajo. Milan, priložnostni muzikant. Milan je sicer ribič in ko je vladal v Prekmurju, ga na mizi vedno pričakajo sveže pečene iz Mure, gotovo pa Milanove ribe. Tudi nas so, pa krumči s tikvinim oljem. Krompirjeva solata z bučnim oljem. Vidite to? Če druge bog še sebe. Ja, seveda, zato ko si kitaro zigral sa hejo. Zdaj pa še najljubša. Ajde! Prepričala sva se, da so še ljudje, ki se jih razveseliš. Vladovi ljudje, zdravnice. Kaj si ti, novo je to svetsko? To je bil prvi del 5-delne serije o življenju in delu Vlada Kreslina. Naročite se na podcast Vlado in ga priporočite še komu. Naslednjič bodo zgodbe iz Vladovega življenja še bolj intimne, še bolj osebne. In že takoj hvala Evi Strmljan Kreslin, da se je vzela čas za naju, in Vladu, da nas je pustil pri miru. Midva sva Maruša in Andrej, se slišimo prihodnjo sredo.